Ok. Ciao. Ciao Barney. And here we go. Everybody with somebody. Evo me, da je 6:45, 6:15 minut začenja delati. In plan za današnje jutro je priti čim prej do Kromberka, ker tam grem delati v pralnico, poletno delo. In ko bom začel prati, se spokamo s motorjem v Izolo, po mojem Predrago. In kaj ne rečem, upam, da je pot gledanja ok, da ni preveč pisem prek. To je to! Zdaj, ki bi mi kaj spovedal, če bi še kaj se javljam, čau! She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural glow, not a piece of her is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a practice session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. V glavnem, jaz sem končal delati, zdaj sem se oblekel že skoraj. In tankat, pičemo via Koper. Istra, let's go! Ok, natankali smo, zdaj pa via Koper. Vroče je pa ko satan. Zaenkrat se vam bom javil, po moje bolj enkrat, bom rekel, ker ta cesta kaj zanimiva, oziroma ko se malo ohladi. Zaenkrat imam samo ravnino prve pol ure, tako da se vidimo morbiti na kasu, pa potem aj to.
Zdaj se dvignemo gor na šeret, da poberemo mojo ženo. In to je to, kaj ne rečem. Zdaj še en košček, kakaj polsko cesto za dol, pa še enkrat za dol. Pa treba primo črnega kala, kaj ga zdaj nisem posnel. Sem celo če vem štapa drsko, kot nekaj sem se proti nosil. Nič, kaj ne rečem. Mi gremo zdaj na vrh šareda, na par takih lepih ovinkov, če bi imeli dober asfalt. Ta asfalt drsi ko satan. Sam satan ga je naredil. Zgleda, kadar je motor, več kot 30-40 na uro z motorjem ni variant, da gre. Jaz se ne upam. Z avtom, če reš 50 na uro, letiš van. Sem probal naprej. Ta zunanja fleka tle drsi kokrič, tako da se treba držati le obvezano na drugi strani. Sem nekaj malo izvrnil, smo dveh se vla gor. Sem se nagnil, se peljem, tako lepo in tam čkiner, da se wow. Ko pač ne zdrsnete, zagrabim te nazaj popravi, ne? Ne gre. Tako da ja. Ne vem, če sem že povedal, danes gremo na Pag, tam Straško. Naši lokovčani so se vsi zbrali tam, vsaj ena polovica klapa, pa rekel. In oni so že dol, šli že včeraj, jaz sem šel danes zjutraj še delat. In gremo dol, jaz in Mija, lahko bi šla z avtom, ampak sem se zaželil dogrevat motorjem. Mija se je tudi novo jahno v ponedeljek kupila, tako da bomo se izprobala, kako izgledajo nekaj 4 urce gor, 5 urc. Prevozili bomo za reč 1/3 Jadranske magistrale. Peljali se bomo v bistvu od Reke do skoraj do Karlobaga, malo prej. Nekje pri Senju bomo šli na trajekt, ne vem točno, ko se kliče. Vasica, kjer bo tu gor. In kjer gremo na trajekt, v glavnem, po moje že skoraj tema. Ne vem, kaj pričakovati. Do Zadra sem že prevozil Jadransko magistralo, ne z motorjem, z avtom. Ampak je bilo v času, se pravi, konec septembra, začetek oktobra. In v bistvu ni bilo več nobenih radarjev, to je bilo tudi 2 leti od tega. In zdaj ne vem, kaj pričakovati od teh radarjev, ker so pisali, da jih je ful. Tako da upam, da ne bo pač, da jih ne bom kakšno multo pasel, pa ne bom vodi še to pričavati. Tako da, ja, bomo šli počasi dol, ko so v dveh naloženo, zdaj sam je poznat kile na motorju. Zdaj sem se praktično skoraj 14 dni, 3 tedne vozil prazen in sem ga lahko lepo nažigal in zdaj naprej počasi, ko motor ni tako stabilen več, pa glavnem ciklistika motorja se spremeni kar fajn, vse tem pri tem. Zdaj verjetno pri novejših motorjih, ko imajo drugačno vzmetenje, pa te stvari, pa če imaš litrskega, to še manj čuti, ampak jaz moram reči, da je kar poznat, no. Bomo videli, pa kaj bo pravila moja ljubica, ko pridemo na tistih verjetno 500 kg, ne, to bo oba gor naložena in vse. In zdaj smo že tle in tam nima več kaj praktično kaj dosti več povedati. Vreme je lepo, sončno, 30 stopinj, ta kaže 5 preveč, kadar je sončno, tako da 70 stopinj, se pravi nekaj 120 stopinj ima voda, ker mi pa pač 50 stopinj premalo kaže. To vem je, drugi ne, tako da. To je to. Se vidimo, ko se spakiramo, tako da. Aj, čau! One eternity later. Zdaj. Jaz sem mislil, da ne bom peljal to. Kot je cirka 2 uri. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna
tudi možno. Včeraj je bilo pa bil zelo Matejma, da ne znam. Tako lepo. Da nas letiš ti s fotoaparatom. Ta bo kar huda, ja. Še eden! Kje? Lej, še eden! Trije so! Oj, bog, in še, lej, oj, bog, jaz ne morem. Če bo tako, prisežem, da skočimo v vodo. Ja, le, ko sem posnel, let's go! Prihaja. Lej. Prosim, pridi sem. Koliko so blizu, stari moj. Pridi sem. Kaj če skočimo v vodo? Samo nismo sigurni, če so delfini. To je delfin, kaj je morski pes. Kaj je prvo čez z njimi? Se upravljali z nami? Ta sta bila dva. To sta dva in to sta dva. To je par po moje, tleka plasta skapte. Kako si že rekel prej? Vrže Jack, Mateja, delfina. A ja? Pa res. Zato sta odbijali skor.
je pa porabca. Ti je več pobota, to veš. Joj, ma si. A few moments later. Da se razume, nismo pijani. Spijamo Radler v meri do konca. Zdaj zmrzna dila. Dila. Mi smo na Ragu, zraven Novalje, v kampu Straško. Zjutraj smo šli ribičijo izvajati in smo še, ko se tam reče, National Geographic igrali se. Dejansko smo lovili, smo snemali, sem snimal in slikal delfinčke. To je bil kar tak dogodek, moram reči. Tega nisem še nikoli doživel in experience za naprej. Bilo kar zakon biti National Geographic fotografer, bi bilo kar dobro, no. Samo je pa tisti objektiv bi moral biti pa 10 uri od 400 do 600 od Sigme. F4 sta pa kar hudič. Zdaj je prišel s Alesijo, s čovničkom in se bomo spokali gor. Let's go! Let's go! Senčka, da nam bomo zapaljotko imeli. Dobro jutro, dober dan, kako ste kaj? Šlo. Da. Zvrnil cel noter. Morko. Ban z glavo, to je udaril. Ki bomo spremljali morske deklice. Ma seveda, Matičko. Kje sem jaz lahko? Tu, da ni prvo noter. Spremo zdravo. Si naložen? Ko je vijet vele bi je dobro. No, gor po teh špikah bi račel enkrat hoditi. Enkrat gor po tistih špikah bi račel hoditi jaz. No, to mora biti september ali začetek maja, ker če ne... Zdaj pa samo gas. Ja, me kopalke dol. Za po dolgem cajtu, da smo spet na Muri, je kar zakon, ne? Če pa kaj izveš, kaj si na morju, to čistiti vse podrsno in se še ni zacelilo, ka peček vsakan.
V glavnem meni je začelo sonce prijamati in že vidim, tu sem rdeč. Tako da jaz grem zdaj nazaj na brod in drital v senčko. In pole se zmenimo dalje, kaj in koga in kaj ne in kaj ja. Morje je toplo, čisto, tu me zmeri preseneti to na hrvaški obali, sploh na otokih je voda čista, ne moreš verjeti, kako čista. Res. Slovensko morje je čisto, ma tu je pa še eno stopničko več, moram reči. Tudi je Alessio zbral tak pravi zalivček in je to na začetku sem pik skalce in od spoda polje milkica naprej je taka svetlo, plava barva, lepa, tako res, to mora biti. Tako da ja, jaz pa vidim, da zdaj me moja žena že čaka, tako da grem jaz nazaj na barko.